pozdravljeni v našem novem podcastu v okviru projekta StarGrowth, ki je delno sofinanciran s strani Evropske unije, Direktorata za enotni trg. Tokrat imamo spet zelo zanimivo gostjo. Z nami je gospa Katarina Kovačič iz ekološkega, če se bom prav izrazil, ekološkega podjetja Cvetka, oziroma verjetno je nekako malo drugačen naziv, pa bi jo kar prosil, če se lahko sama malo predstavi, s čim se ukvarja in tako dalje. Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Sem Katarina iz zeliščnega posestva Cvetka in sicer pri nas se ukvarjamo z ekološko vzgojo zelišč, zelišča pa potem predelamo v kozmetiko. Pri nas proizvajamo različne vrste kozmetike, tako za telo, za obraz, tudi za otroke, repelente proti klopom in komarjem, in praktično rdeča nit vseh teh izdelkov so ravno zelišča. Ker v čisto vsakem našem kozmetičnem izdelku so zelišča, ki jih pridelamo sami, iz njih potem pripravimo zeliščne izvlečke, in seveda jih uporabimo v izdelkih. Kot ste že omenili, ste v bistvu ekološka pridelava, pa sem vas želel vprašati, kako se vi lotevate trajnosti in to, oziroma ali je to neka rdeča nit vašega podjetja? Mi praktično od samega začetka nekako stremimo, da se obnašamo čim bolj odgovorno do narave. Zdaj za samo proizvodnjo, za samo pridelavo zelišč imamo ekološke certifikate, kar se tiče pa potem ravnanja z embalažo, seveda vse ločujemo, poleg tega se pa tudi trudimo, da imamo čim več embalaže iz trajnostnih virov. Zdaj bodisi, da je to reciklirana embalaža, torej iz reciklirane plastike, zelo veliko imamo stekla, kjer lahko seveda uporabljamo steklo, potem recimo zdaj nekje 2 leti nazaj smo presedlali iz navadnih tubic, v katerih smo imeli recimo kreme za roke pa balzame za lase, v tube, ki so narejene iz sladkornega trsa. Se pravi, se nekako trudimo, no, da tudi s tem, ko razvoj napreduje, ko so vedno neke nove, bolj trajnostne opcije na voljo, da sledimo tem trendom, pa da tudi recimo prilagodimo pakiranja, da nekako čim manj obremenjujemo okolje z našo dejavnostjo. Pa sem vas želel še to vprašati, ste za vse te ekološke certifikate in tudi za vse te embalaže kdaj konkurirali tudi za kakšna nacionalna ali pa evropska sredstva? Zaenkrat ne. Mi v bistvu nismo zdaj že, mislim, da 5, 6, 7 let na nobenem projektu sodelovali. Niste potem nikoli zaprosili za kakšne take zadeve niti? Ne, ne. Ne, ker sem vas želel vprašati, ker je kar nekaj razpisov, ki bi bili mogoče tudi za vas primerni trenutno na trgu oziroma v Sloveniji. Je pa res, da vsi zahtevajo tudi kar nekaj potem birokratskih znanj, ovir in tako naprej. Tako da to je ponavadi tisti glavni problem, zakaj podjetja ne konkurirajo za te zadeve. Ja, tako je. Zdaj pri nas je v bistvu tako, da 3 leta nazaj smo se selili na novo lokacijo, tudi zaposlili smo kar dosti novih sodelavcev, praktično smo celo proizvodnjo novo postavili, kar pomeni, da je bil fokus zgolj na tem, da se mi uspešno preselimo, da tu na novi lokaciji zalaufamo proizvodnjo, usposobimo nove sodelavce in praktično res, glih, da bi se na projekte prijavljala, ne, je zelo veliko birokracije in praktično nimaš nobenega, da bi ti to lahko urejal, a ne. In zdaj glede na to, kaj vse drugo je bilo za delati, jaz tudi sama nisem našla časa, da bi mogoče se še posvečala glih prijavi na projekt, ampak res tiste osnovne stvari delali, da je samo podjetje preživelo, ne. Ja, saj to je zelo pohvalno, da ste v bistvu v dosti kratkem času ste postavili kar neko veliko podjetje, bi se temu reklo. Pa mogoče nisem čisto dobro zasledil, kam ste se preselili zdaj? Mi smo zdaj trenutno na lokaciji v Poljčanah, prej smo bili v Hrastniku, in smo praktično zdaj prestavili vse nasade že v Poljčane, to je tudi nova proizvodnja, tako da imamo skupaj tako proizvodnjo kot pisarne in nasade vse na eni lokaciji. Pa kako pa sodelujete na primer z lokalno skupnostjo, vas pri tem podpira? Meni se zdi čisto v redu, no, zdaj problemov nimamo nobenih, tudi tule sosedi so v redu, mislim, da v Poljčanih se z vsemi dobro razumemo. Tako da, kar se mene tiče, no, smo se zelo fajn vklopili. Novi sodelavci so zdaj tu iz te regije in sem vesela, no, da smo se tako odločili in da smo šli v ta korak. Pa če vas še vprašam, zakaj ste v bistvu zamenjali zasavsko regijo za Štajersko? Kakšen poseben razlog? Ja, no, pri nas je bila majčkeno težava same površine,
Zdaj v Zasavju so dosti bolj strme površine, dosti težje za samo obdelavo. Tudi logistično smo imeli tam težave, ker smo bili čisto v centru vasi in sama kmetija je bila od staršev in tudi pod spomeniškim varstvom. Kar pomeni, da mi praktično tam graditi ni glih šlo, no, oziroma bi šlo zelo, zelo težko z ekstremno več finančnega vložka, ne. Ker se vemo, zdaj, če nekaj pod spomeniškim varstvom, se to prvič ekstremno podaljša čez gradnje, drugič pa tudi podraži, ne. In zdaj mi kot eno malo podjetje, ke smo praktično dobro zadihali, dobro zaživeli, si ti ne moreš privoščiti, da bi, ne vem, namesto enega leta proizvodnjo 3 ali pa 5 let postavili, a ne. Ta cajt ne bo narod nikjer prišel, a ne. In to je mogoče ta togost sistema samega, a ne, ker pač recimo ti nekako dobiš sredstva, da boš čim prej si postavil, normalno moraš to razširiti, da bo samo podjetje obstalo, da boš lahko še naprej delal. Noben te pa ne vpraša zdaj tudi čas vmes, od kje bo prišel denar, ko boš ti papirje urejal, ne. Ker ne glede na vse, če pač ni enega pritoka denarja, država konec meseca ne zanima, oni rabijo svoje davke, če imaš, če nimaš, zapri, a ne. In enostavno jaz nisem upala iti graditi nekje, no, kjer že mogoče v štartu tukaj njih ovir. Prvič zaradi spomeniškega varstva, no, drugič pa tudi zaradi same pridelave zelišč. Ker tu recimo imamo dosti lepše površine, vse se v enem kosu drži, in tudi ni take strmine, no, ni toliko kamenja noter, a ne, za samo obdelavo je precej lažje. Je tudi zemlja drugačna potem. Tako, ja. Kako ste prišli ravno do lokacije v Poljčanah? Mi smo v bistvu iskali nekaj, da je relativno blizu avtoceste, na štajerskem koncu, in potem smo tole v Poljčanih našli, no, in se nam je vse lepo poklopilo, ne. Odlično. To sem vas tudi želel vprašati kot relativno mlado podjetnico in začeli ste že kar nekaj let nazaj tudi s tem poslom. Kako ste se takrat sploh odločili, da ste pustili neko, bi se reklo, redno službo in šli na svoje? Zdaj, mogoče tako, ni bil to en trenutek odločitve, ampak je mogoče dlje časa samo to odločevanje trajalo, no. Sem pa jaz že tekom zaposlitve, ke sem jo imela, recimo, pričela doma z recimo temu podjetjem, no, s prvimi izdelki, in potem nekako ni šlo več vse skupaj, a ne, in jaz sem si takrat rekla: "Zdaj, če zdaj pač ne bom poskusila, ne bom nikoli." In se potem odločila, da ostanem doma, da službo pustim, in takrat sem praktično, no, potem začela samo cvetko ustvarjati. Koliko let zdaj že ustvarjate na svojem? Zdaj je 7. leto, ja. Pa vprašal bi vas tudi, imate mogoče kakšen nasvet za koga, ki se loteva podobnega podjetništva s podobno dejavnostjo, oziroma ponavadi se učimo na napakah, kaj bi naredili drugače oziroma mogoče kaj spremenili v svoji dosedanji karieri? Jaz sem tako, da zelo nerada v bistvu gledam za nazaj, no, ker vedno si v neki situaciji se odločiš po svojih najboljših močeh in zdaj za nazaj razmišljati, kaj bi lahko drugače ali pa boljše naredil, je tako, no, po mojem mnenju majčkeno izguba časa. Ker je dosti boljše razmišljati, kaj bi lahko jutri boljše naredil, a ne. Kaj bi lahko jutri naredil, da boš dobro delal, da se boš dobro počutil. Tako da zdaj v bistvu spremenila ne bi nič, no, če pa moram nekaj izpostaviti, kar bi mogoče drugim svetovala, pa je to, da si morajo res, res trdno to želeti in se zavedati, da bo šlo ogromno enega časa. Da pač to ni služba, ampak to je način življenja, ne. Razumem, ja. Zdaj, blagovna znamka Cvetke je, vsaj v Sloveniji, se mi zdi, že kar zelo dobro uveljavljena. Pa bi vas tudi vprašal, kako je, razmišljate tudi kaj o širitvi v tujino oziroma prodaji v tujino? In pa, kako praktično prodajate po Sloveniji? Samo preko lastne spletne trgovine, preko lastne spletne strani ali sodelujete tudi s kakšnimi uveljavljenimi trgovci? Mi zdaj, kar se slovenskega trga tiče, sodelujemo z večjim trgovinam. Zdaj nekaj teh manjših trgovin, druge so pa večje trgovinske verige, tako kot sta, ne vem, DM, Spar, Tuš, da tudi tam zalagamo. Seveda pa vse skupaj nekako podpiramo z enim oglaševanjem, z marketingom odzadaj, ker seveda tudi, če daš na polico izdelek, pa noben ne ve, kdo si, je zelo težko, da ga bo kdo kupil, a ne. Kar se tiče pa same tujine, pa je tako, da definitivno želje so, ampak seveda je s tem spet povezan kar nekaj logistike, priprave. Seveda, stroški, ne. Tako, stroški, novi sodelavci, in ko se nam bo to poklopilo, no, jaz mislim, da bomo tudi na tujino pripravljeni.
Koliko pa imate trenutno zaposlenih? Mi smo ekipa nekje od 8 do 10 nas je, tako redno zaposleni kot tudi študenti, a ne. Videl sem tudi, da imate izdelke tudi za domače živali, za kužete. Ste to začeli kasneje ali ste tudi že v začetni fazi se tudi ta segment v bistvu pokrili? To je bilo že v začetni fazi in čist iz tazga osebne želje, ker sem imela svojega kužka, in potem je bilo nekako logično, da tudi za njega naredimo, a ne. Jaz imam eno tako enostavno filozofijo, da če nekaj ni dosti dobro za mene, tudi ni za naše stranke, ker pomeni, da praktično vsak izdelek, ko ga imamo, tudi sama uporabljam. In iz tega potem je tudi nekako zrasla ideja, da bi naredili še za kužke, da pač tudi kuža naše izdelke uporablja, ne. In tako se je pol v bistvu to za pse linija začela. Ja. Če vas še tole vprašam, koliko pa imate trenutno izdelkov v sortimanu? To pa ne vem, no, ampak mislim, da nekje med 250 pa 300 izdelkov, ja. To je res velika izbira različnih izdelkov torej. Ja. Kako pa se lotevate v bistvu samega marketinga izdelkov? Z marketingom se mi zdi tako, no, mi neki profesionalci nismo za marketing, ampak se mi zdi, da če imaš kakovostni izdelek, to tudi potrošniki prepoznajo, in se ti potem vračajo, no. Tako da za mene osebno je najboljši marketing res kakovostni izdelek, za vse ostalo pa potem nekako organsko pride, no. Mi nekako se trudimo slediti trendom na tržišču, a ne, zdaj v zadnjem času se mi zdi, ali pa odkar smo mi začeli s podjetjem, no, se te trendi zelo spreminjajo. Enkrat je bolj popularen Facebook, pol je Instagram, zdaj je TikTok, vmes je nekaj klasika, ne, televizija, radio in potem nekako plujemo tu pa probamo najboljše unovčiti, no, tista sredstva, ko jih imamo za dano prepoznavnost, a ne. Sama pandemija COVID-19 verjetno ni toliko zelo vplivala na vaše poslovanje, ali se motim? Ma tako, no, takrat je bilo čisto vse na glavo, no, po pravici povedano. Zdaj, kar se tiče spletne prodaje, takrat ni bilo nobenih težav, a ne. Bolj smo imeli recimo težave da smo mi sploh delali, a ne, ker pač, ko imaš ti 2, 3 v ekipi pozitivne, pa ti 1, 2 ostaneta, a ne, in pol že ne veš, kdo bo sploh naslednji dan prišel v službo, kdo bo imel vročino, kdo ne. To je, kar se tiče organizacije dela, je to katastrofa, a ne, sploh mogoče, pa saj mislim, ali za malo ali za veliko firmo, a ne, saj vsi moramo na koncu meseca nekaj prodati, če hočemo preživeti, ne. Tako da bolj se mi zdi, no, da so bili pritiski iz organizacijskega vidika, da je proizvodnja lahko lavfala, da nas je vedno nekako dosti bilo, a ne, da smo vsi delali vse, tisto, ke smo pač delali. Pa tudi problemi so bili v dobavnih verigah, a ne, takrat se je grozno čakalo na kake embalaže, in ti dobavni roki od takrat še kar niso takšni, ke so bili recimo pred korono, a ne, zelo se je podaljšalo recimo dobavne verige, čakanje na določene surovine, na določene embalaže, in to je bil takrat nekako, no, največji izziv za nas. Pa so se tudi, ne vem, struktura kupcev oziroma pričakovanja kupcev kaj spremenila med pandemijo in po pandemiji? Ma ne vem, meni se mogoče zdi, no, da takrat so se ali pa smo se ljudje malo rajši pogovarjali, no. Da je bilo mogoče malo več telefonskih klicev, da je bilo malo več povpraševanja tako za izdelki, enega osebnega nasveta odzadaj, ne, da smo vsi nekako ta stik en z drugim iskali, no. Pa se vam je tudi v tistem času prodaja kaj povečala ali zmanjšala? Zdaj jaz ful težko rečem, ker mi v bistvu smo bili oziroma smo še v enem takem obdobju rasti, a ne, ker tudi podjetje je vsako leto malo večje, vedno dajemo nove izdelke ven, trge širimo in je težko pol nekako ugotavljati, kaj je zdaj tisti krivec, ne, ali je krivec, da smo dali več v marketing, ali je krivec, da smo imeli nove izdelke, ali je krivec zdaj pandemija, no. Da bi pa lahko rekla, da bi pa lahko trdila, no, da je pač pandemija nam ful povečala prodajo, tisto pa ne morem. Dobro, ampak vseeno je nekako tudi v vaši panogi vplivala verjetno, ne, tako kot ostali turistično-gostinski. Ko sva že pri tem, sem vas želel vprašati tudi glede samega turizma, ker imate neko ekološko predelavo.
Je tudi verjetno kaj zanimanja ljudi, da bi prišli to sami tudi pogledati? Imate tudi kakšne vodene oglede, delavnice, kaj podobnega? Mi na prejšnji lokaciji v Hrastniku smo oglede imeli vsako leto, se pravi nekje od junija do avgusta samih nasadov. Zdaj tu v Poljčanih smo pa rekli, da bomo nekje v letu 2025-2026 to spet začeli. Ker tukaj pa je bilo zdaj tako, no, da prvo je bilo treba pač ekipo malo povečati, ker ne gre čez noč. Drugo pa je, da smo tudi nasade nove sadila, ne. In zdaj mi večinoma imamo trajna zelišča, kar pomeni, da nekje en let posadimo, potem naslednji let pa to pride v neko polno rast, da se da kaj videti. Tako da nam je želja, da bi nekje v letu 2025 spet začeli z ogledi, mi pa to ponujamo potem nekje od junija do avgusta, takrat, ko so zelišča res v polni rasti, a ne, da se da kaj videti. Ker ste kot ekološka kmetija na nek način, potem je tukaj tudi nekako naravno vprašanje, ste kdaj razmišljali tudi, da bi se lotili kakšnih prenočitvenih zmogljivosti, kaj podobnega na ta način, kakšno prodajo tudi samih zemljišč že v nepredelani verziji? Zdaj zaenkrat ne, no, ker pač mi se fokusiramo res v predelavo teh zelišč. Seveda pa, jaz tako rečem, ne, vedno so neke poslovne priložnosti, samo prave ljudi je treba najti, a ne. In definitivno zelo težko, no, se mi zdi, da si neke gradove v oblakih zidaš, pa nekaj gradiš, potem pa nimaš koga zaposliti, no. In se mi zdi, da moraš prvo nekako si ekipo sestaviti, dobiti ljudi, ko veš, da bojo recimo, če bi šli zdaj v prenočišče, da že prej imaš nekoga, enega, dva, da veš, da ti bo to znala dobro peljati, a ne, ker samega sebe zdaj ne moreš na 1000 koščkov razdeliti. Da potem greš to graditi, no, ker zdaj recimo tudi, če se vrneva na pandemijo, po pandemiji je iskanje kadrov, se mi zdi, da v vseh panogih postal zelo težko, no, zelo težko najti nekoga zanesljivega, nekoga, ko z veseljem pride v službo, ko je pač zagnan, ko bi rad kaj naredil, ko bi tudi vodil nekaj, a ne, v smislu, da mi postavimo prenočišče, da nekdo to vodi, a ne. Tako da jaz bi definitivno bila za to, da razširimo še v to smer, ampak seveda smo odvisni od tega, kaj in koliko bomo lahko novih sodelavcev zaposlili, a ne. Torej tudi v vaši panogi je v bistvu ta kadrovski problem kot praktično vsej gostinsko-turistični že na splošno. Tako, ja, zdaj, saj pravim, mi smo v bistvu tudi s tem, ko smo se preselili na Štajersko, a ne, tu ful večjo regijo pokrivamo, kar se tiče zaposlitve, a ne, mi recimo celo celjsko, mariborsko regijo imamo pol ure stran vožnje recimo, a ne. Pa še vseeno težko najdemo zaposlene, se pravi, seveda pa zaposlene v smislu, da jih mi lahko izobrazimo do te mere, da lahko delajo v proizvodnji, a ne, zdaj, če gledamo samo proizvodnjo, se tudi dela po GMP, kar pomeni, da je tudi treba nekako kvalificirati zaposlene, da morajo biti natančni, da je res treba biti z glavo pri stvari, a ne, ko delaš. Obenem pa isto tudi, če gledamo zaposlene za odzunaj, za nasade, a ne, mi ko nekaj posejemo, posadimo, a ne, če se en dan pozabi zaliti, gre cel nasad, a ne. Kar pomeni, da jaz vidim predvsem problem v tem, da je težko res najti nekoga zanesljivega, no. Nekoga, ki mu je to v veselje, en tak, da rečem, gušt, a ne, da pride, da bo fajn zrihtal, pa bi rekla, da sploh plače niso problem, no. Tudi tako, kako se pogovarjam z drugimi, recimo, ki imajo podjetja, saj mi bi vsakega plačali, saj sploh ni problem dati več, a ne, od povprečne plače. Samo res mora biti nekaj narejeno, ne, da se ti lahko zaneseš na nekoga, da bo dobro naredil. Ker meni neki vodja nasadov, ko mi pozabi zaliti 2 dni, ko je nekaj posejal, nič ne nuca, ke imam par jurjev izpada na konec meseca, a ne. Tako da to, no, se mi zdi, to je tak problem nastal, no, da mogoče ljudje res tako, no, ta mlajša generacija, koliko jo jaz vidim, a ne, seveda so tudi izjeme vmes, ampak tako pridejo v službo malo pogledat, ne. Tudi to se je spremenilo po pandemiji precej, ja. Ja. Hotel sem vas vprašati tudi glede same regulative, glede na to, da imate ekološke certifikate in da ste ekološka kmetija. Kakšen je tukaj nadzor države? Je tega v bistvu preveč, premalo oziroma kako tudi glede konkurence potem vaše? Pa meni se zdi, da nadzor mora biti, no, jaz zmeraj tako rečem pač, da tudi jaz rada grem v gostilno jest, pa da me ni potem strah, da bom en teden zbolela, ne.
Tako da, kar se same inšpekcije tiče, jaz mislim, da en pregledi morajo biti, da nadzor mora biti, ker ne glede na vse, a ne, mi živimo v enem okolju in vsi smo, kot cela družba, smo upravičeni do tega, da živimo dobro, a ne, da živimo kakovosten. Da je ta nivo življenja visok in te kontrole to samo dvigujejo, ne. Mi, kar se tiče same ekološke kontrole, imamo kontrolo nekje enkrat na leto, če so pa kakšne prijave, pol pa večkrat, a ne. In seveda je potem v kontroli so tako nasadi od zunaj, se pravi, a ne, sama kmetija, kot tudi proizvodnja, ne, se pravi, kako se sami izdelki proizvajajo, da so tudi ti iz ekoloških sestavin. Torej potem sistem deluje na nek način. Ma ja, jaz mislim, da ja, no, oziroma si vsaj želim, da bi. Super. Pa bi vas za konec samo še vprašal, kje vidite oziroma kam boste peljali razvoj naslednjih 5, 10 letih? Zdaj mi v bistvu to jesen, a ne, pridemo ven s čisto novimi izdelki, ke so še malo skrivnostno, ampak jih še na našem trgu ni slovenska. Tako da bomo nekako to linijo naprej peljali. Potem bomo videli, no, lani smo začeli recimo tudi s proizvodnjo sveč. Načeloma pa je želja in fokus, da trenutni asortiman pač razširimo še v tujino, no. Ne toliko na samem razvoju, ko bolj na širitvi na tuje trge. Super. Ja, Katarina, najlepša hvala. Jaz vam želim uspešno poslovanje tudi naprej. In hvala lepa za sodelovanje v našem podcastu. Najlepša hvala za lepe želje in z veseljem.